Peti Avsenika s totim big bandom je verjetno drugače kot peti Avsenika z Avsenikom. Ja, to je res, to je popolnoma drugače in tukaj se moraš prepustiti aranžerju, ker aranžmaji so popolnoma drugačni, ne. Tako da se moram prav skoncentrirati, ker jaz imam, lahko rečem po domače, prešvasano tisto, kar smo z Avseniki delali in to muziko, ki jaz pojem v povsem drugačnih aranžmajih. Zdaj so se pa, ko je gospod Kranjčan, torej Holmtaner in zdi se mi Slavko Avsenik mlajši, so pa naredili res big bandersko varianto, ne, in to se moram prav skoncentrirati in totalno predati temu aranžmanu in tudi drugače moram vokalno priti zraven, ne, jaz moram čisto drugače to glasbo peti. Jaz mislim, da bo mogoče marsikdo rekel, to bo več ni Avsenik, ne, ampak to je ta zvrst, če tudi mi kakšno drugo glasbo poslušamo, naprimer kitajsko, ki je prerejena tu v naša merila, je potem tudi povsem drugače, bi kdo tudi rekel, da je povsem drugače. Tako da marsikatera glasba zveni z aranžmaji in z izvedbo, torej z zasedbo orkestra, ki te spremlja, čisto drugače. Tudi Beatli zvenijo z revijskim orkestrom drugače, kot pa če igrajo 4 kitaristi popotno, ne. To je v bistvu dokaz, da se da Avsenika pravzaprav igrati kakorkoli, s komerkoli, kadarkoli. Vsekakor. Jaz vem, da bodo tudi izvedbe, ki bojo naprimer z revijskim orkestrom ali pa z štrajh orkestrom, ko rečemo po domače, z povsem drugačnimi zasedbami zvenel Avsenik povsem drugače. In jaz vedno pravim, da Avsenik bo še čez leta ali pa čez desetletja slovenski Štravs. In jaz z ozirom, da je to ogromno glasbe, ki je on zapustil slovenskemu narodu, da se bo ta muzika še naprej igrala, ampak v veliko drugih priredbah. Ste veseli, da se je mariborski Toti Big Band odločil, da bo ta koncert naredil prav v tem letu, ko ima Avsenik 80 let? Ja, to je lepa varianta in mislim, da je to še en poklon nekomu, ki je svojo glasbo, lahko rečem svojo zvrst glasbe, način izvajanja neke svoje glasbe ponesel daleč v svet. Jaz vidim, da je tudi, da je v Južni Afriki, ko je Zavid zmagal, torej postal svetovni prvak, od zadaj so igrali Golico. Tako da je en poklon spet dvema velikanoma, jaz vedno to ponavljam, Vilku in Slavku Avseniku in pa petim tistim zlatim fantom, ki so to muziko ponesli v svet. Toti Big Band ima koncert na sicer nedeljo, ampak vendarle 13. Ampak ni 13. koncert in ni 13. leto, v katerem delujete. Res je. Sicer je letos 13, je pač tako prišlo, ker je nedelja in tudi lansko leto smo imeli nedeljo, ki je bil 14, ampak nič ne de. Mi pravzaprav letos praznujemo 18. obletnico torej naše ustanovitve društva. Se pravi, smo na nek način postali polnoletni in seveda v tem času se je nabralo ogromno, bom rekel, vtisov, ogromno tudi seveda se opravilo nekega glasbenega dela in zaradi tega seveda ocenjujem in tako seveda ocenjuje tudi, bom rekel, kulturna javnost, da je Big Band za svoj del, se pravi za ta žanr, ki ga pač izvaja, da je predstavnik našega mesta, tako v mestu Sloveniji in pa zaradi naših gostovanj v preteklosti v tujini tudi seveda predstavnik Slovenije in Maribora v tujini. Koncert je pa 15. In je zato jubilejni in prav ponosni smo na to, da smo seveda dospeli do te številke, pri čemer je mogoče povedati še to, da smo v letošnjem letu izdali seveda v samozaložbi tudi 11. zgoščenko. To je pa seveda posnetek lanskoletnega koncerta na temo latino glasbe. Pomeni, da bo tudi letos nastala zgoščenka? Torej letos ne, drugo leto pa. No, ampak na letošnjem koncertu se bo snemalo za novo zgoščenko. Tako. Se pravi, letošnji koncert bo posnet in bo, seveda, če bo vse tako, kot je potrebno in glede kvalitete in tako dalje, jaz upam, da bo seveda drugo leto izdana zgoščenka na temo torej letošnjega koncerta. Tokratni koncert je vendarle drugačen od vseh tistih, ki smo jih do zdaj poslušali, tudi zato, ker ste se menda prvič lotili Avsenika. To je res. Prvič smo se ga lotili v takšnem obsegu, čeprav moram reči, da smo že prej včasih na raznih prireditvah igrali en venček
sestavljen iz 3 skladb Avsenikovih, ki jih je aranžiral, priredil mojster Jože Privšek. In to nam je nekako bilo toliko všeč, ker je tako fajn zvenelo, da smo potem letos prišli na to idejo, na to zamisel, da bi to kar en cel večer oziroma polovico koncerta posvetili tej glasbi. Je bilo težko narediti aranžmaje za orkester? To je čisto eno tako relativno vprašanje. Kot boste slišali, je pristop čisto različen od vsakega aranžerja posebej. Tako je Avsenik Slavko mlajši sin napisal čisto džezovske priredbe, potem Lojze Krajnčan, dirigent ljubljanskega big banda, in pa jaz, midva sva malo bolj omilila, tako da ni tako strogo, ne zveni tako strogo džezovsko, ampak vsak pač ima svoj pristop, ne, ampak je pa zanimivo. Kakšno pa je bilo sicer navdušenje med člani orkestra, ko ste se odločili za ta program? No, moram reči, da so od začetka malo skeptično gledali, ko sem to omenil. Ampak potem, ko smo aranžmane, ko smo priredbe dobili in ko smo jih preigrali, so bili pa kar navdušeni, moram reči. Ja.